Prej je kolegica Nataša Sukič naštevala, kaj vse je potrebno za integracijo. Ni pa povedala tistega, kar je pa v bistvu najbolj pomembno. In to je volja tujca. Volja tujca po integraciji. Špekulacija o volji tujca, gledajte, to je pač špekulacija, spoštovani kolega. Morda so kakšni, ki nimajo volje. Jih je pa mnogo, ki imajo voljo, pa nimajo dostopa. Recimo vam bom primer delavca Mihajla povedala, ki je hodil na tečaj, pozabil doma knjigo, zamudil pol ure tečaja in je imela delavska svetovalnica ogromno dela, da je prepričala pristojne, da ga niso vrgli ven iz programa. No, in če se to zgodi, ko nekdo hodi na tečaj, da te vržejo ven iz programa, kaj bo potem? Bodo rekli, nisi imel volje, nisi se hotel integrirati, nisi opravil pogoja, ne boš si zaslužil podaljšanja dovoljenja. Take stvari se dogajajo v praksi, pa to je samo eden izmed primerov. Verjamem, da jih je še mnogo zelo raznolikih. Ampak to je konkreten primer delavca, ki ga ima zabeležena delavska svetovalnica, lahko vprašate, če meni ne verjamete, nisem si ga izmislila. In spoštovani kolega, to, da vi pravite, kako je bilo v starih časih, gledajte, moj pradedek je tudi šel v Ameriko sam, ampak a se mi zdaj vračamo v 19. stoletje? Ali so to naši svetli ideali? A je naš ideal, da so družine ločene, naj tisti delavec gara in težači in pač gre tu pa tam za vikend domov, pa pošilja denar domov, pa živi ločene, jaz ne vem, o čem vi govorite tukaj.